Pozdravljene, drage besedoljubke, dobrodošle znova v Besedi tedna. Ste že slišali za indijansko poletje? Gre za obdobje toplejšega vremena, ki sredi jeseni še vedno spominja na poletje. Letos ga, kot kaže, ne bo, smo pa zato dobili romsko poletje. Naša nova beseda oziroma besedna zveza tedna. Romsko poletje je pojav, ko globalno segrevanje izpostavi in dodatno zaostri že obstoječa in pereča vprašanja vključevanja romske skupnosti v slovensko družbo. Zagotovo ste spremljali dogajanje v Ribnici in drugod po Dolenjskem. Suša in pomanjkanje vode sta povzročila resen trk med občino Ribnica in bližnjim romskim naseljem, ki še ni priključeno na občinski vodovod. Visoka vročina ni pregrela samo narave, temveč tudi glave vpletenih, vemo pa že, da vroče glave težko najdejo skupni jezik. Kako sami razumemo romsko poletje, je pogosto odvisno od tega, z kakšne oddaljenosti ga spremljamo. Iz zornega kota intelektualnih krogov v Ljubljani ga vidimo predvsem kot sociološko vprašanje, ki nima neposrednega vpliva na naše vsakodnevno življenje. Povsem drugače pa je, ko ga spremljamo iz neposredne bližine. Občinarji opozarjajo na njegov pravni vidik, policisti in navadno prebivalstvo pa ga zaznavajo predvsem kot strah za osebno varnost ter varnost osebne lastnine. Romi pa zahtevajo vodo in ne razumejo, zakaj ob tem civili spet nekaj cvilijo o parcelah in črni gradnji. Romskega poletja nikakor ne smemo mešati s tako imenovanim ciganskim poletjem. Cigansko poletje je besedna zveza, ki opisuje življenjski slog, ko dobro situirani pripadniki srednjega sloja vroče poletje preživijo tako, da z dragim in ustrezno klimatiziranim avtodomom nomadijo po Evropi in prespijo danes tu, jutri tam oziroma živijo povsod po malem, tako kot so to v starih časih počeli Romi. S to razliko, da ljubitelji ciganskih poletij v tako nomadsko življenje niso potisnjeni, temveč je to stvar njihove lastne izbire in predvsem globoke denarnice. Romsko poletje pa ravno obratno simbolizira poskuse potomcev nekoč nomadskih romskih skupnosti, da se nekje ustalijo in zaživijo kot del družbe, stroka daje smernice, občine in šolski sistemi poskušajo to vključevanje izpeljati v praksi, a učinkovitega recepta še vedno nihče ni našel. Zato nas v prihodnosti žal čaka še marsikatero romsko poletje, ki je bila naša tokratna beseda tedna.